večer voščim. Ste se kdaj že v koga zagledali samo zato, ker ima snežno bele zobe? Najbrž ima takšno srečo, kaj ne? Ali pa napačno ima samo pobeljene zobe in te lahko imate z nekaj preprostimi triki in obiskom zobozdravnika tudi vi. Kako nam bo pojasnil dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Dober večer. Dober večer. Nakazala sem že nocojšnjo temo o zobozdravstvu, govorila bova o beljenju zob. Povejte mi najprej za začetek, je to nekaj običajnega ali je to še vedno morda malo tabu tema? Pravzaprav postaja običajen postopek. Tudi pacienti so čedalje bolj osveščeni in sami zahtevajo, imajo željo po bolj belih zobeh in jih danes ni več strah. Medtem ko je pred leti bil to še nek predsodek, da beljenje zob poškoduje zobe, da ni dobro za sklenino. Tudi določeni zobozdravniki so odsvetovali beljenje oziroma nekaterega še danes, ampak dejansko študije kažejo, da ni osnove, da bi odsvetovali beljenje zob. Po eni strani je to en tak majhen poseg, ki zelo izboljša samozavest človeka. Je to, bom rekel, minimalno invaziven postopek, s katerim lahko drastično izboljšamo videz nasmeha. Bova najine gledalce tudi nocoj pozvala, da se nam pridružite, da nas pokličete v oddajo v živo in vprašate karkoli na temo zobozdravstva, seveda pa predvsem na temo beljenja zob. Če vas karkoli zanima, dobrodošli, da pokličete na izpisano telefonsko številko. Gospod Robič, kakšni so pravzaprav sploh postopki beljenja zob? Katerega se najpogosteje zdaj poslužujete? Imamo več načinov, ampak na začetku moramo v bistvu sploh povedati, kaj beljenje zob je. Z beljenjem zob mi dejansko spremenimo barvo strukture zoba. Zob pobelimo v notranjost, ne samo površinsko. Zato, ker marsikdo si predstavlja, da je samo beljenje neka površinska, v bistvu, da je to samo čiščenje, ampak če mi govorimo o pravem beljenju zob, je to neko kemično beljenje, ki spremeni površino in notranjost zoba, da se posvetli. In pravite, da to ni nevaren poseg? Ne, če je narejeno prav, če je to narejeno profesionalno, potem je ves strah odveč. Bova pa tekom oddaje tudi povedala, kako je potrebno to narediti oziroma kaj vse mora biti prej preverjeno, da je stvar varna in sprejemljiva. Pa deva morda v obratnem vrstnem redu. Če začneva tako, da ljudje zdaj najdemo vse sorte svetovalnic na spletu, če malo pobrskate o beljenju zob, recimo najdete nasvet ali pa navodila, če hočete, za beljenje zob z jagodami, limono, sodo, bikarbono. Deva najprej opredeliti, kaj te sestavine pravzaprav našim zobem povzročijo, če se lahko tako izrazim, in ali takšno samo zdravljenje, samo beljenje sploh priporočate? Ja, problem tega beljenja z pripravki, ki niso namenjeni za beljenje, ki pač delujejo drugače in morda imajo res efekt, da zobje izgledajo beli, svetlejši, ni v redu. In popularno je recimo tudi na, bom rekel, popularnih medijskih straneh slovenskih bomo našli, če pogledamo po internetu članke, kako z jagodo in sodo bikarbono ali celo limono zbelimo zobe. Ampak to je zdaj pomembno, da povemo, da če bomo mi z limono zobe dobesedno jedkali, bodo zares videti svetlejši. Efekt sicer ne bo dolgotrajen, ampak na ta način mi poškodujemo površino zoba. Ker tisti čisti limonin sok je zelo, zelo kisel in najedka površino in naredi hrapavo, zato bo manj odsevala in hrapava površina je avtomatsko videti, ki je mat, deluje bolj svetla. In to vsekakor odsvetujemo pacientom. Tudi zobozdravniki si želimo, da bi se te članki v medijih odstranili, ker konec koncev res na internetu lahko vsak vse piše, ampak potem pride do nekega verižnega efekta, ko imaš dosti zelo obiskanih slovenskih strani, ki propagirajo beljenje na ta način. Omenili ste tudi sodo bikarbono. Soda bikarbona je, v bistvu po domač povedano, tudi v vsakem pecilnem prašku, je neke vrste belilo, ampak ne, da bi zobe zbelila. Imam tudi paciente, ki povejo, da si sodo bikarbono umivajo zobe, kar po eni strani niti ni problem, zato ker soda bikarbona ni kisla, je bazična in ne povzroča jedkanja sklenine. Edini efekt, ki ga ima, je abraziven,
tako da je efekt enako, da bi uporabili neko pasto, ki je bolj groba in z njo počistimo te madeže, površinska zabarvanja iz zoba. A ne. Je pa tudi res, da natrijev hidrogenkarbonat, to je soda bikarbona, tudi profesionalno lahko uporabljamo za peskanje zob, da odstranimo zabarvanja od cigaretov, od čaja, kave, ampak to je vse samo površinsko. A ne. Tako da pa to je narejeno spet na drugačen način, kot da bi si doma na zobno ščetko ali zobno pasto pomešali sodo bikarbono pa potem gor drgnali. To je pač z visokim pritiskom so perle natrijevega hidrogenkarbonata v nekih določenih teh praških oziroma zmešanica še drugih snovi. V bistvu, če si predstavljamo, tako kot da bi zobe obmetavali in za vsako, ko vržemo to perlo v neko oblogo, jo na tistem mestu odstranja. Tudi pod visokim pritiskom v mešanico z zrakom in vodo in na ta način odstranimo ta zabarvanja površinska. Torej, tako kot pravzaprav vsak zdravnik, tudi vi svarite pred tem, katere vire spletnih strani uporabljati, kdo piše članke oziroma biti malo bolj previden pri tem, čemu verjamete. Ja, tako je. Tle je res boljše, da se za nasvete, za zobe obrnete na zobozdravnika, ustnega higienika, skratka profesionalce, da ne prepuščamo odločitev in sploh takih, bom rekel, precej lahko invazivnih postopkov nekemu spletnemu mediju ali pač v forumu. In če poslušate danes profesionalca, potem je najbolje, da ga tudi kar vprašate, kar ga sami želite. Zato vas seveda vabim, da sodelujete v oddaji tako, da do konca tekoče oddaje pokličete v studio in vprašate našega zobozdravnika, kar vas zanima. Dobrodošli. Dr. Robič, če sva zdaj ovrgla torej to teorijo o limoni in sodi bikarboni, pa zdaj povejva, kako se resno vi lotite beljenja zob. Tako, za beljenje zob je potrebno uporabiti kemijo. Lahko olepšujemo tako ali drugače, ampak na koncu je tisto pravo beljenje, če ga želimo doseči, vedno vsebuje vodikov peroksid. Na trgu so preparati, ki pač reklamirajo, da je odsotnost vodikovega peroksida, ampak po drugi strani je pa vodikov peroksid skrit v neki drugi sestavini, ki z razpadom tvori spet nastanek nazaj vodikovega peroksida. Vodikov peroksid sam po sebi ni nevaren, mislim, je nevaren, ampak če se ga pravilno uporablja v pravilni koncentraciji, ni problematičen. Zato je pač potrebno pred vsakim beljenjem, da se naredi pregled obzobnih tkiv, da ocenimo zdravje dlesni, da ocenimo zdravje zob. Poudariti je treba, da obrabljenih zob ne smemo beliti. Lahko jih sicer belimo, ampak bo prišlo pri beljenju do neprijetne skeleče bolečine, lahko tudi do odmrtja zobnega živca. Zato je pomembno, da se pred postopkom naredi en dober pregled, da se vsi kariesi pred beljenjem zaplombirajo, da ni teh ran na zobu, ker vsaka kaviteta, karies je kot neka rana v zobu in tam bo belilo, vodikov peroksid povzročil neko močno skelenje in pač neprijetno bolečino, ki lahko vodi celo v odmrtje živca. Zdaj, v grobem smo še vedno pri peroksidu. Tako kot bom rekel, frizerji za beljenje las uporabljajo peroksid, pa vemo, da ima tudi nezaželjene posledice, tako tudi mi. Uporabljamo ga v različnih koncentracijah, v različnih predpripravah, bodisi karbamid peroksidu, ki potem počasi razpada, ampak tudi težnja je, da se uporablja čim manjša koncentracija. Nam zobozdravnikom je sicer dovoljena, skoraj neomejena uporaba tudi večjih koncentracij, medtem ko je recimo pred cirka 3 leti prišla evropska direktiva, ki predpisuje, da se belila v koncentraciji vodikovega peroksida višje od 6% ne smejo uporabljati. In takrat je bilo malo zmede, kako bomo potem sploh mi lahko belili zobe, ker so določeni načini avtomatsko odpadli, ampak potem smo
na koncu vedno prišli do tega, da v naših rokah je varna koncentracija tudi večja, 40% ali ja, 40 je v bistvu tista maksimalna, kar je komercialno dosegljiva. Medtem ko je v zobnih pastah in preparatih za beljenje doma največja dovoljena koncentracija vodikovega peroksida 6%. To pa zato, ker apliciranje tega belila ni tako natančno, kot je pri nas v ordinaciji, ampak se tisto belilo razleze po ustih. In dokazano je, da lahko vodikov peroksid, če je konstantno na ustni sluznici, je dejavnik tveganja za nastanek raka v ustni votlini. In ravno zaradi tega so bila močnejša belila prepovedana. Medtem ko v Ameriki so še danes dovoljeni preparati za domačo uporabo, ki močno presegajo te koncentracije. Američani imajo tako ali tako v veliko zdravstvenih panogah zelo posebne specifike. Pa v bistvu predtem tudi pri nas ni bilo drugače, ampak tako kot sem rekel, pred nekaj leti je prišla v veljavo ta evropska direktiva, ki se pač moramo držati. Zelo zanimivo se mi zdi to, da ste omenili, da morajo biti vsi zobje ali zdravi ali pa zaplombirani. Je to težava? Pridejo ljudje večkrat z željo potem, da bi si pobelili zobe, pa nimajo ustne votline takšne, kot bi jo morali imeti? Ali pa zobovja? Dostikrat so pričakovanja neko prevelika ali nerealna. Dostikrat je sploh poleg zabarvanih zob problem tudi v bolani dlesni, da je tam prisoten zobni kamen, ampak če se gre lepo po vrsti, se pravi, da začnemo najprej z eno higiensko fazo, da odstranimo ta zobni kamen, vzpostavimo zdrave dlesni, da ne krvavi, zato da imamo potem zagotovljeno izolacijo. Lahko tudi ti pacienti potem pridejo naprej do, bom rekel, bolj svetlega nasmeha. So pa tudi primeri, ko enostavno ni mogoče in je potrebno poiskati, bom rekel, bolj invazivne metode za posvetlitev nasmeha. Pa lahko rečeva recimo odstotkovno, koliko takšnih beljenj zob že imate, recimo glede na vse ostala zdravljenja zob v vaših ordinacijah? Je tega zelo veliko? Tega je precej, ampak bom rekel procentualno zelo malo. Mi vseeno 8 ur na dan delamo splošno zobozdravstvo, ne vem, beljenje se mogoče dela v procentu 2. Imamo ženske več želja, potem moški? Pa težko bi rekel, ali je več žensk ali moških. Res? Ja, mislim, da ni neke razlike med spoloma. Tudi po letih bi težko rekel, nekje tam povprečno do 50. leta se izvaja to beljenje tu in tam, seveda tudi kakšnemu starejšemu, smo že tudi 80-letnemu recimo delali beljenje, ampak to zgolj zaradi tega, ker si je želel imeti svetlejše zobe in v eni čeljusti smo s protetičnimi rešitvami napravili nove zobe. V spodnji čeljusti je pa praktično bilo vse tako, kot je bilo še v redu, in da bi samo zaradi posvetlitve vse zobe oblačili v prevleke ali bodisi luske, se mi zdi pri takšnem človeku bolj smotrno narediti beljenje zob v eni čeljusti, da ujamemo zgornjo barvo takšno, kot je želel, ki jo ima takšno, kot je želel, in da s naprimer spodnjimi zobmi jih samo zbelimo do tona zgornje čeljusti, da vse skupaj lepo harmonično deluje. In je potem zadeva zelo enostavno, hitro, pa v bistvu neinvazivno rešena. Dovolite, da se samo še tule navežem na vaš odgovor, in sicer koliko pa imate pravzaprav pacientov, ki pri 80 letih še imajo zobe takšne, kot morajo biti, in si lahko potem privoščijo kakšne lepotne popravke? Tako bom rekel, nažalost je stanje v populaciji pač takšno, da je več jih brez zob kot z zobmi pri 80 letih. Ampak po drugi strani imamo pa tiste, ki imajo dobre zobe pri 80 ali jim manjka kakšen zob, imajo kakšen mostiček, ki celo življenje vestno skrbijo za zobe, da so imeli tudi malo sreče, da so skozi življenje prišli bodisi z rednimi obiski zobozdravnika, bodisi so imeli srečo pri izbiri zobozdravnika, da dejansko ohranijo zobe v pozni starosti. Konkretno sem imel ta teden pacientko na stolu pri 95 letih, ki ima še skoraj vse zobe. Sicer sta dva od teh takšna, ki jih noče dati ven,
čeprav so za odstraniti, ampak pač pravi, saj vem, da bo potrebno, da vas bom še prosila, da jih boste odstranili, ampak jaz bi jih še imela, dokler lahko na njej jem. In je res, gospa pri 95 letih, ki je babica našega pacienta, prišla zgolj zaradi zalivke na sprednji dvojki, da se je del zoba odlomil. Lepo je videti, bom rekel, take starostnike, ki so dobro vzdrževali zobe celo življenje. In to, bom rekel, to je tudi cilj sodobnega zobozdravstva, ne da se ustavljajo vsadki, da delamo mi neko protetiko. Cilj je pač pripeljati človeka do starosti z lastnimi zobmi. A se lahko vsi ostali tolažijo s tem, da imajo slabo genetiko? Pristajate na to? Genetika je del. Genetika je del mozaika. Veliko je to, se pravi, vse od ustne higiene do sreče. Veste, vi morate vedeti, da v preteklosti se ni kaj veliko zob popravljalo. Je bil en karies, ki je lahko, pač, če je bil pravočasno ugotovljen, s tistimi starimi stroji, ki so bili včasih še na nožni pogon, brez hlajenja vode, je res bolelo. In če je bilo to pravočasno narejeno, da se je zob zaplombiral s tistim starim amalgamom, lahko tiste plombe so še danes prisotne v ustih. Če se je pa ta moment zamudil, da so zobje začeli propadati, da je bilo potrebno potem neko zdravljenje, včasih niso bile takšne iglice za odstranjevanje živcev iz kanalov, kot so danes. Tu se ne smemo slepiti, včasih se marsikaj ni dalo narediti. In če je prišlo do tega, so takšni zobje ponavadi potem, tudi če so bili zdravljeni, slej ko prej se izgubili, ali pa so enostavno bili izdrti že takoj, ko so začeli gniti. In tu je pač pol sreča, ki je bil človek, kakšnega terapeuta je imel, koliko je bil vesten pri obiskih. In žal je tako, da dosegljivost populacije do zobozdravnika ni dobra, in je včasih potrebno biti tudi vztrajen oziroma dati nekaj napora noter. Zdaj pa, če sem prav razumela, imamo telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, kdo je z nami? Pozdravljeni, Janez iz Škofje Loke. Povejte, kaj vas zanima? Vprašanje imam, malo sem zamudil vašo oddajo, pa me zanima soda bikarbona, a je tudi nezdrava, ali se lahko čisti, pa kakšna je razlika med naravnimi pa umetnimi zobmi? Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč. Hvala za vprašanje. Ja. Soda bikarbona deluje v ustih predvsem kot nek abrazivni delček. In ko vi umivate sodo bikarbono, brusite zobe, brusite ta zabarvanja. Zdaj, ko ste omenili, kakšna je razlika med naravnim in umetnim zobom, sploh, če gre tu za nek umetni zob, ki ni keramičen, ampak je iz fasetiranega materiala, ki je v bistvu plastika, boste sodo bikarbono nekaj morda celo očistili. Lahko pa dobra stvar soda bikarbona je, da ne boste veliko škode mogli narediti. Če bi to res močno ščetkali pa prepogosto, bi lahko odstranili zaradi same abrazivnosti, ampak mislim, da to ni problema. Soda bikarbona sama po sebi daje bazično raztopino, ki je ugodna za zobe, da bi pa priporočali čiščenje sodo bikarbono, pa ne sodi temu, mislim, služi namenu, kot je mišljena. Za umivanje zob pa raje uporabljamo namensko zobno pasto, pa mislim, da bo v redu. Še en telefonski klic bo vas prejela. Dober večer komu? Halo? Dober večer. Dober večer, kdo je z nami? Marija iz Kopra. Pozdravljeni v Koper. Povejte, kaj vas zanima. Jaz bi najprej pozdravila oba dva. Hvala. In pohvalila doktorja Robiča, ker jaz sem tolikokrat poslušala zobozdravstvene nasvete, ampak še nikoli nisem slišala tako, da bi tako natančno in tako lepo razložil kot on. Res, vsaka čast in mu čestitam za tako lepe besede, ko pove. Hvala lepa. Resnica Božja. Hvala. Ker jaz dostikrat poslušam te zdravstvene nasvete od zobozdravnikov in to vsak ti odgovori v 2 besedah, ampak on tako lepo razloži, vse pohvale vredno. Hvala, se bom trudil še naprej. Še nekaj bi vas rada vprašala. Izvolite.
Jaz sem vas klicala, že mene mi se zdi, da je na 4 tedne nazaj en mesec, ker sem vam rekla, da so me iz Kopra poslali v Postojno si popravljati zobe, ker imam ugriz navznoter. Ja, se spomnim. Mislim, zgornji zob. Jaz, mogoče sva se slabo razumela, ker ste rekel, da če imam protezo, jaz proteze nimam, ampak imam samo oblečene zobe. 4 spodaj, 4 zgoraj. In te od zgoraj so se mi začeli še bolj navznoter, kako bi rekla, Nagibati. tako da mi hodi hrana, mislim, mi se ustavlja hrana za zobmi. In zdaj me pa zanima ena stvar. Jaz strašno stiskam čeljust, kadar spim. In zdaj, ne vem, mogoče si mislim ali od tega, ali ker, recimo, ker je že 15 let, ker je človek se stara, da se stiska čeljust. Poglejte, stiskanje čeljusti, to mislim, da je bila tema 2 oddaj nazaj, Bruxizem smo imeli o tem, ko smo govorili, kako je s tem nočnim stiskanjem. Zdaj, če jaz prav zastopim, imate vi 4 zobe v čeljusti in na 4 zobeh potem totalen mostiček. Je tako? Okay. Ja, zdaj, lahko da je zaradi tega vašega napačnega griza, da ko vi močno stiskate zgornje zobe, potiskate še nazaj. Čeprav si pa težko predstavljam, kako se lahko to zgodi, da vi to opazite, ker ponavadi tega ljudje ne opazijo. To je res en tak kompleksen primer, ko težko preko telefona rečemo. A vi mislite, da se je cel mostiček pomaknil nazaj ali da so se te zobje nagnali nazaj? Dajte, da je samo kot se je spremenilo ali se je v kompleto predstavilo nazaj. To je težko preko telefona, oziroma niti ne vidim, si težko predstavljam, dokler se vsega, tako da to boste potem v Postojni verjetno najlažje razčistili, ko vas bo zdravnik pregledal. Dobro, gospod doktor, najlepša hvala in še enkrat čestitke. Hvala tudi vam, nasvidenje. Nasvidenje in lahko noč. Lahko noč, hvala lepa. Nadaljevala bova po kratkem predahu, takrat se bova točno lotila postopka beljenja zob. Med drugim pa bova govorila tudi o famoznih lučkah, ki se pojavljajo v reklamah in naj bi dobro služile beljenju zob. Ostanite. Dobrodošli nazaj v studiu. Dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra je še vedno moj gost in še vedno odgovarja na vaša vprašanja. Vkolikor imate kakršnokoli vprašanje, zagato ali težavo zobozdravstva, je zdaj čas, da nas pokličete, da ga vprašate za kakršenkoli nasvet, če slučajno ne upate v ordinacijo. Ampak zagotovo vas bo prepričal, da se oglasite s tem sodobnim, mirnim pristopom. Se nihče ne boji obiska zobozdravnika, je tako? Ja, večina izgubi strah. Nocoj se pogovarjava o beljenju zob in prosila bi vas, da na nekaj posnetkih opišete, kako pravzaprav izgleda ta postopek beljenja zob. Naša režija ima pripravljenih nekaj posnetkov, vi boste pa verjetno lahko zraven pokomentirali. Tako je. Najbolj popularno je beljenje zob z metodo Zoom. To je, bom rekel, v svetu najbolj poznana, najbolj razširjena metoda za beljenje, ki jo je kupil pač Philips kot neka multinacionalka. To je beljenje s pomočjo lučke. Mi na zobe, ki jih povsem izoliramo, nanesemo belilno sredstvo, nato pa z uporabo te njihove lučke aktiviramo belilo in v, bom rekel, 4x po 15 minut tretmaju dosežemo do 8 odtenkov svetlejše zobe. To je v praksi se pozna precej in je tudi tisti wow efekt, da ko pacient gre domov, da ima občutno bolj svetle zobe. Druga metoda je lasersko beljenje zob, ko nanesemo belilo na zob in aktiviramo z laserjem. Tu gre za neko mešanico titanovega dioksida in na koncu je spet v ozadju peroksid, ki se potem sprosti in zbeli zob. Okoli tega laserskega beljenja je bilo zelo veliko govora, bom rekel, so nas prepričevali, kako je in sploh,
ampak v praksi se je izkazalo, da ni tako perfektno, da tudi rezultati niso tako dobri, tako da ga praktično danes ne uporabljamo več, morda samo za beljenje enega zoba, recimo če je kakšen odmrl zob, pa da res zbeliš samo enega, zato ker je potem cenovno bolj učinkovito. Naslednja metoda je pa potem še Opalescence Boost. To pa je belilo, ki ga mi aktiviramo, se pravi, to je belilo v 2 brizgah, ki jih zmešamo skupaj in potem nanesemo na zobe. Na sliki se vidi, kako je to belilo rdeče barve na zobu, dlesen pa mora pri vseh teh postopkih biti izolirana, zato da ne bi belilo prišlo v stik z dlesnjo in da nam ne bi dlesen dobesedno obžgalo, ker to so močne koncentracije belila, Zoom uporablja 25% vodikov peroksid, Boost pa celo 40%. In pomembno je, da je belilo apliciramo samo na zob, da ne gre po dlesni. Seveda imamo tudi potem protokole, kaj se zgodi, če pride belilo na dlesen. Imamo potem posebne gele z vitaminom E, da pomirimo to dlesen, ki se potem v dnevu 2 pozdravi, ker to je samo tista površinska ožganina, ni problematična, ampak trudimo se, da pač ne naredimo te napake. Bova sprejela telefonski klic, pa potem nadaljevala. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Jaz sem Zofija iz Maribora. Kar povejte, da ne boste Bi predolgo čakali. vprašala, koliko stane to beljenje zob, če mi lahko zaupate. Okay. Hvala lepa, lahko Hvala. nič. Sem starejša. Hvala za vprašanje. Tako je, beljenje zob stane, od 300 evrov naprej. Zdaj smo obdelali recimo lasersko beljenje, to je 300 evrov, Boost je tudi 300 do 350, Zoom je pa dražje, tisti je pa 450 evrov. Potem je pa še zadnja metoda, ki je vredna omembe, pa tudi zelo dobra, stane tudi 300 evrov, je pa nočno beljenje zob. To pa s sistemom Opalescence pacientu pripravimo, naredimo najprej odtise zob in pripravimo za vsako čeljust en tak nosilec, ki je individualno narejen po pacientovih zobeh. Imam tudi v roki enega, sem prinesel zraven, pa lahko pokažemo, če bo lahko približali. En tak nosilec za beljenje je narejen po pacientovih ustih in v to šablono se potem ubrizga belilo na lične strani zob in potem to vstavimo v usta, podobno kot ta snemni aparat Invisalign, in preko noči imamo to v ustih. Tu so koncentracije vodikovega peroksida zelo nizke, oziroma ni noter vodikov peroksid, ampak je karbamid peroksid. V zelo nizkih koncentracijah, to je ekvivalent 4 ali 5% vodikovemu peroksidu, zato takšno beljenje poteka počasi. Eno tako opornico je treba nositi tekom 10 ali 14 noči. Zelo dobro je, ker lahko s tem zbelimo tudi zobe, ki so zabarvani zaradi antibiotikov. Tetraciklini, to so antibiotiki, ki so se predvsem včasih zelo veliko uporabljali, danes pa se jih otrokom več ne predpisuje, če se le da, povzročajo takšne progasta zabarvanja zob. Se pravi, je ena proga zoba temna, potem je svetlejši in spet temen. Zgleda, precej neprivlačno in zelo težko je to bilo zbeliti, zato so včasih takšne sanacije bile večinoma protetične. Danes lahko s pravim protokolom ta tetraciklinska zabarvanja skoraj povsem izbelimo. Te zobe spravimo na nivo poprečnega zoba, tudi te proge izginejo. In za ta sistem je pač to nočno beljenje, super. Tudi ko bom jaz rekel, tistim, ki se ne mudi, ki pač ne želijo Zooma, da upravijo v enem obisku in gredo domov, ali pa celo med malico pridejo s podaljšano malico, se to naredi, pa gredo nazaj v službo ali domov. Če imajo čas, da se to dela preko noči, da pridejo enkrat k nam, da se najprej očisti zobni kamen, se vzamejo odtisi in da jim potem pripravimo te opornice, ki jim ostanejo
In lahko tudi beljenje potem osvežujejo, recimo čez pol leta, spet za 1 ali 2 noči, zato ker zobje se lahko počasi spet zabarvajo nazaj, a ne. Sicer nikoli ne bodo takšne barve, kot so bili, ampak zaradi našega načina življenja, zaradi prehrane, pijač, se zobje lahko zabarvajo, tako kot se tekom celega življenjskega obdobja, da sploh dejansko pride do potrebe po beljenju. V veliki večini ljudi, a ne, nekateri imamo naravno, bom rekel, bolj rumenkaste ali celo rjavo rumene zobe, pa povsem zdrave. Ampak to je znak, ta rumenkasta barva je znak, bom rekel, perfektno zdrave sklenine, ki je povsem prosojna, mineralizirana kot steklo in skozi njo proseva dentin, ki je rjavkasto rumen. Živo rumene barve. No. In bom rekel, osebe, ki pa imajo naravno zelo bele zobe, imajo pa sklenino mlečne barve, ki zamaskira to barvo dentina. Seveda se razlikujemo ljudje, eni imajo tudi dentin bolj močno intenzivne barve kot drugi, ampak generalno je tako, da rumeni zobje niso grdi zobje, niso bolani zobje, ampak so dostikrat to zelo, zelo zdravi, zelo trpežni zobje. Le da barva, rekel, za današnje naše standarde ni tako sprejemljiva, a ne? In da se jih zelo enostavno pobeliti, in je to, no. Spravi, načinov je več, odločite se verjetno bolj od tega, koliko ima pacient časa, volje, pa tudi na vaše strokovne standarde, ne, kaj komu priporočate. Ja, tako je, ne. Ker vedeti moramo, da pri nekaterih, ki imajo odmaknjen dlesen, tam je potrebno biti posebej pozoren, zato ker imajo razgaljene korenine. Samo po sebi to ni kontraindikacija proti beljenju, se pravi, tudi takšne zobe z občutljivimi vratovi lahko belimo, le da je treba biti bolj pozoren. V tem primeru je treba zaščititi ta zobni vrat ali ga pred posegom zaplombirati, ali pa pri samem beljenju, da se ga izolira in se beli potem samo zobna krona po sklenini in tudi v tem primeru ni potem tega nezaželenega skelenja. Ker povedati je treba, da ta beljenja čez noč so zelo prijetna iz vidika skelenja, ga praktično skoraj ni. Medtem ko beljenje z metodo zoom je lahko v določenih primerih skeleče, je pa res, da je tudi zdaj sam postopek, metoda belilo že izboljšan, da imamo, rekel, zelo, zelo malo tega pooperativnega ali skelenja že med samim beljenjem. Včasih je bilo tega več, včasih je bila ta lučka, s katero se je aktiviral belilo, je bila halogenska, je hkrati oddajala tudi toploto, ki je še dodatno potem grela to belilo in povzročala lahko bolečine. Danes je to LED tehnologija, ki ima različne jakosti, danes lahko tudi jakost enostavno zmanjšamo pri nekomu, ki ga skeli in na ta način potem podaljšamo postopek, da pač ni 4x po 15 minut, ampak naredimo recimo 4x po 20 minut. Tu potem s korigiranjem, tudi glede na želje pacienta, kakšno belino hoče in kakšna je osnova, lahko, bom rekel, dosežemo tudi več kot 8 odtenkov ali pa manj, odvisno od tega, kaj želimo. Kaj pa posamezniki, ki imajo morda samo 1 ali pa 2 temna zoba, lahko tudi pri teh belite kar posamezne zobe? Ja, v tem primeru je treba najprej ugotoviti, v čem je vzrok. Ponovadi so, če vidimo samo en zob temen, je to verjetno mrtev zob, ki je lahko bil zdravljen in je potem zabarvan zaradi teh srebrovih ionov, ki so bili včasih prisotni v polnilnih pastah. Zdaj, ta en zob se lahko beli enostavno z laserjem, ampak je učinek ponavadi slabši. Druga možnost pa je, mi rečemo temu endodontsko beljenje, ko zob iz zadnje strani odpremo, zato ker tak zob je bil ponavadi že zdravljen, zato ima v zobu že luknjo in potem je ta življenj bil odstranjen in bila ta pulpna votlina napolnjena in to pulpno votlino moramo odstraniti, iz nje odstraniti to staro polnilo, ki oddaja barvo in na to notri damo direktno v zob belilo, močno koncentracijo peroksida, ki se počasi sprošča in tehniki se reče walking bleach tehnik, se pravi, da pacient hodi s tem belilom okoli en teden, pride čez en teden, ponovno odpremo to začasno plombo, zamenjamo belilo, ponovadi je potrebno 3-krat, včasih se pa v enem tednu že zadeva zbelja.
Včasih so pa tudi zobje, ki niso zdravljeni, ampak so doživeli samo en močan udarec in se razlije kri v zobni pulpi. Zob postane včasih celo vitalen, ampak je rdečkasto rjav. V takem primeru se lahko naredi tudi takšna opornica, kot je za nočno beljenje, le da se naredi ta komora za belilo samo na enem zobu in potem pacient aplicira belilo samo na ta določen zob. Morda bo potrebno tukaj tudi 20krat ali 30krat dodati belilo, ampak v enem mesecu se bo ta zob zbelil. Prednost tega nočnega beljenja je tudi v tem, da če ima recimo pacient podočnike temnejše kot ostale zobe, lahko poljubno izbere in podočnike beli nekaj več noči kot ostale zobe in dobi potem uniformno enako barvo. Ko pri nekem postopku v 1 uri vzbelimo vse zobe za enako tenek. Že prej sva rekla, da če je del zoba ranjen, ga je treba zaplombirati, tudi če je na njem plomba, je treba končati. Je potem dovolj, da se vse skupaj beli ali je treba še kakšen postopek prej narediti? Ja, predvsem je problem, če je zob plombiran, recimo, če je to v fronti, da je zalivka na vidnem delu zoba in je ta zalivka sedaj narejena na trenutno barvo zoba. Po beljenju bo ta zalivka temnejša. Res je, da novi sodobni materiali imajo nek efekt, kameleonski efekt, da se prilagodijo z barvo oziroma da pretentajo naše oko, da delujejo. En odtenek temnejši ob svetli sklenini delujejo enako svetlo kot tista sklenina. Ampak kadar pa tega ni, ali pa da je ta plomba že stara in tudi zabarvana, se priporoča menjavo plombe. Zdaj je pa tako, če je ta plomba dobra, da lepo tesni, se lahko naredi beljenje pred menjavo zoba in pred beljenjem zoba in se najprej zbeli, počaka teden dni, da se barva ustali in se nato zalivka zamenja in se popolnoma ujame s tem novim zobom, ali pa naredimo zalivko vnaprej v svetlejšem tonu, takšen kot predvidimo, da ga bomo dosegli z beljenjem in se nato naknadno zob zbeli in se potem ujamejo barve. Drug problem je recimo tudi, če ima eno keramično prevleko, da je pač en umeten zob, tistega ne moremo beliti. Mi z beljenjem ne moremo beliti umetnih materialov, se pravi ne fasetiranih, ne keramičnih prevlek. Zato, ker te so narejene iz umetnega materiala, ki ima svojo barvo. Vkolikor je ta material zabarvan, se ga lahko s poliranjem osveži, da se odstranijo tista zabarvanja. Ne moremo pa pričakovati, da jih bomo posvetlili. Zato je potrebno takšne zobe potem takšne zobne krone zamenjati. Ampak ponavadi to niti ni problem, zato ker so ponavadi že toliko stare, da jih ljudje sami po sebi že želijo zamenjati ali niso več tudi strokovno ustrezne, da ne tesnijo ali da se je omaknila dlesen ali pa so iz starejših materialov. Bova pokazala še nekaj filmčkov, ki ste jih pripravili. Prvi se mi zdi zelo zanimiv, zato ker ste že prej omenili, da si lahko morda na tale vaš material sami nameščamo pasto. Se še na kakšen drug način lahko sami pomagamo, da si belimo zobe? Bi si lahko kaj sami delali? Ja, ne vem, zdaj to mislite na te lučke, ki so zelo popularne na internetu, vsaj meni se reklama skozi prižiga, bodi si na Facebooku, bodi si kjerkoli grem. Ja, to je pač neka lučka, ki si jo namestiš v usta, naneseš belilo, lučka gor in wow efekta. Zobje so iz zelo temnih naenkrat svetli. Seveda je to montaža, ampak ja, tista lučka je problematična. Jaz bom rekel, da nekih slabih izkušenj nimam s tem, sem pa slišal že precej zgodb zobozdravnikov, da so prišli pacienti z zelo uničenimi zobmi, ki so si naredili s to lučko. Tako da iz lastnih izkušenj ne morem povedati, nimam s tem izkušenj, ampak ja, se odsvetuje. Druga možnost, če pa si hočejo beliti doma, je pa to, kar smo že zdaj videli na sliki, sistem Opalescence Go. To pa so univerzalne opornice za beljenje, ki se dobijo ponavadi pri zobozdravniku zakupiti. Ne potrebujete za to odtisa, ampak se v usta namesti je en tak univerzalen nosilec, s katerim se v
na zobe namesti en trak, ki je napolnjen z belilom, nizke koncentracije seveda, in potem 20krat se da to gor za uro ali dve, in na ta način se tudi doseže neko beljenje. Je pa res, da danes pri nas, ker vseeno naše storitve niso tako drage, to niti ni tako ekonomično. V Ameriki je pa to zelo popularno, ker tam, da ti zobozdravnik vzame vtis in naredi to opornico, računa okoli 900 do $1000, pri nas pa je to skupaj z belilom 300 € in tudi če si te univerzalne človek kupi, ni bistvenega prihranka, ne. Imamo tudi v trgovinah, zdaj so popularni te trakovi, ko se nalepijo na zobe in tudi naredijo posvetlitev zob, ampak to je samo začasna, ne. Ti trakovi niti niso poceni, so precej dragi, delujejo pa na princip dehidracije, da potegnejo vodo iz zoba in ga na ta način izsušijo, ne. Ker tudi če mi zobe pustimo tako, da si bi dali ene vatke ali gazico in bi zobe imeli odprta usta, pa da bi se zobje izsušili, bojo precej svetlejše, ne. In to imamo tudi mi zobozdravniki problem, ko delamo neko protetiko, razširimo ustnice, pacient ima pol ure odprta usta, delamo neke plombe ali pa recimo delamo plombo na eni strani pa na drugi in potem, ko hočemo ujeti barvo, so te zobje izsušeni in so svetlejši in naredimo plombo, ki se v tistem trenutku popolnoma prilega z zobmi, ampak čez čas, ko se zobje nazaj hidrirajo, je tista plomba bistveno presvetla, kot svetlejša glede na zob, ki se je potem hidriral, ne. To je ta efekt dehidracije, ne. Jaz mislim, da to ni vredno za te stvari zapravljati, da se pač naredi neko profesionalno beljenje, s katerim je res zagotovljen učinek in ta učinek traja, pa še bolj varno je. Neko dolgoročno zadovoljstvo tudi, ne. Prej ste omenili, nekje sem slišala, da lahko belite tudi dlesni. Kako pa to izgleda? Ja, beljenje dlesni je pa tudi zanimiva stvar, to delamo pa z laserjem. Lahko pokažemo sliko. Nekateri ljudje, to pri nas sicer ni tako pogosto, ampak imajo takšno pigmentirano dlesen. V tej dlesni so melanociti, bom rekel bolj pogosti, to je kot neka znamenja, tako kot imamo na koži znamenja, imajo nekateri dlesen temno. Je pri nas tudi prisotno, ampak bom rekel bolj redko. Ne zgleda najbolj estetsko, zato si ljudje to želijo odstraniti. To se enostavno naredi z laserjem, zato ker se laserska svetloba na melanocitih absorbira in jih izžgemo iz dlesni. Takrat se dlesen malenkost seranira, krvavi, ampak to se v 2-3 dneh popolnoma poceli in zgine to zabarvanje. Samo še tole mi prosim pojasnite, kako pa potem vzdržujemo to, kar vi pobelite? Z rednim čiščenjem doma. Obstajajo tudi posebne zobne paste, ki imajo ta dovoljen procent vodikovega peroksida. V bistvu pri tem nočnem beljenju pa jaz najbolj svetujem to, da se oglasijo k nam čez leto, dve, po samo dodatno embalažo belila, polovično dozo kot na začetku in lahko potem sami še enkrat aplicirajo v to opornico in osvežijo svoj nasmeh, ne. Sicer pa zdrave navade, manj rdečega vina, kave, cigaretov, pa bo tudi zobje ostali dlje časa beli. Hvala lepa za nocojšnji pogovor in vse vaše nasvete. Enako. In hvala lepa tudi vam, če ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi prihodnjo sredo ob 20. Lahko noč.